Zimska idila na Krvavcu, Uroš Zupan, kako ste zaključili leto 2017? Ja, leto 2017 je bilo uspešno. Imeli smo precej obiska, v primerjavi s leti prej pač beležimo rekordno leto, čez 200 000 obiskovalcev, po kar nekaj letih smo uspeli pripeljati s kabinsko žičnico. Poleg dobre zime v koledarskem letu 2017 je bilo tudi rekordno poletje, smo pripeljali čez 23 000 obiskovalcev tudi v poletni sezoni, ki se vsako leto nadgrajuje oziroma povečuje. In tudi december je bil letos, oziroma že sam začetek sezone, 24. november, zelo hiter in samo lahko rečemo, da bi nadaljevali leto tako, kot smo ga zaključili. Včeraj v soncu, danes v snegu, jutri zopet v soncu in računamo, da bo, tako kot sem rekel, da bi se ta nekako pot nadaljevala. Želimo jasno po zimi delati tako dobro oziroma še bolje in pa poletje nadgrajevati. V poletni sezoni imamo še, ocenjujemo še precej neizkoriščenega potenciala. Tudi veliko dogodkov pripeljete sem gor? Ja, dogodki so tisti, ki pač poleg te smuke in vsega, kar pač v osnovi Krvavec ponuja, poskuša dodatno spodbuditi obiskovalce, da obiščejo naš gorski center. In ja, začnemo že vikend za Tri kralje, imamo dogodek in potem praktično vsak vikend se bo nekaj dogajalo. Slovenci so pa še vedno naši glavni gosti in tudi za njih jasno pripravljamo večinoma vse te naše programe, dogodke in pač ti Slovenci so tisti, ki na koncu dajajo, seveda dajajo tisto, ja, se pravi na tehnici odvagajo, ali smo uspešni ali nismo, tako da jasno se trudimo tudi okoli njih še najbolj. Pogledajo zjutraj na kamero in vidijo sonce v dolini megla in pridejo gor. To absolutno, ne, pač Krvavec je vedno, smo dnevno smučišče, jaz velikokrat rečem, da smo telovadnica oziroma fitness na prostem, tako v zimskem kot v poletnem času, predvsem v zimskem, ker pač imamo zadaj zaledje Ljubljane, Kranja, tudi ostalih večjih krajev, ki pač so hitro dostopni in pač, ker nismo destinacija, recimo kot Kranjska Gora ali pa Rogla, z toliko nočitvami v destinaciji, smo še vedno precej odvisni od vremena. Sicer ta kriterij poskušamo zniževati z obdeljevanjem pač tujih trgov in tudi povezovanjem destinacij in turističnih ponudnikov v tej regiji, vendar še vedno, ja, dnevni gosti so tisti, ki so pa najbolj številčni in so odvisni od vremena. In želimo si čim več sončnih dni, seveda z vmesnimi obdobji sneženja in seveda, če bi to šlo tako naprej, potem tudi jasno, da bomo mi zadovoljni in se bomo trudili maksimalno, da bomo poskušali pripravljati kar se da dobre storitve. Tako da vabim tudi v prihajajočem letu vse naše obiskovalce, vaše gledalce, da nas obiskujejo še naprej. Mi se bomo pa trudili po naših najboljših močeh in poskušali še nadgrajevati naše storitve. Se zavedamo, da smo lahko še boljši, želimo biti še boljši in upam, da nam uspe.